Pozdravljeni. Morda ste zasledili ali pa ne, ampak Ferrari izgleda, da je v resnih škripcih. Na samem začetku je treba poudariti, da v škripcih se ni znašla Scuderia Ferrari, temveč celoten koncern, torej Ferrari, kjer izdelujejo na primer superšportne avtomobile in kjer so tudi doma oni, ki se ukvarjajo s prototipi, ki so zmagali na zadnjih 3 dirkah za 24 ur Le Mana, ter bodo letos lahko po 53 letih osvojili tudi naslov med konstruktorji v Endurance. A dejstvo je, da v enem dnevu so pri Ferrariju izgubili vrednost, ki jih je postavila približno za 2 leti v preteklost. Če smo pravzaprav iskreni, kaj se je dogajalo tam na začetku leta 2024? Mogoče se še kdo spomni, kar naenkrat smo vsi mi izvedeli, da bo Lewis Hamilton prestopil v samo Scuderijo. In mnogi izmed vas ste takrat ugotovili, kako velika denarna nagrada, ki jo je Lewis Hamilton dobil za ta prestop, ni bila nič v primerjavi z vrednostjo, ki so jo pridobile delnice Ferrarija. In sedaj lahko ugotovimo, da iz tistega skoka v resnici v enem dnevu ni bilo absolutno nič. Zavedam se dejstva. Delnice gredo navzdol in delnice gredo navzgor. In konec koncev, marsikdo se sedaj sprašuje, zakaj se ukvarjamo z borznimi vrednostmi raznih konstruktorjev, če na tem kanalu govorimo predvsem o Formuli 1. Treba je poudariti, da Ferrari ni samo Scuderia, temveč je tudi izdelava superšportnih avtomobilov. In težava je v tem, da lastnik oziroma predsednik enega in drugega je John Elkann. Padec delnic je posledica njegove vizije, ki jo je predstavil bodočim vlagateljem. In tu lahko vidimo, kako so tisti, ki imajo denar, izgubili zaupanje v Johna Elkanna. In verjetno marsikdo izmed vas, predvsem navijačev v Formuli 1, je pravzaprav istih misli kot oni, ki bi lahko, ampak ne bodo, svoje prihranke vložili v razvoj samega Ferrarija. In to je treba povedati, da v bližnji preteklosti nas je John Elkann razžalostil z mnogimi, po mojem mnenju, vsaj spornimi poslovnimi potezami. Najprej je prodal Magneti Marelli Kitajcem. Pred kratkim je Iveco prepustil Indijcem. In seveda ti dve znamki, ta dva proizvajalca, sta bila med temeljnimi stebri tistega imperija, ki ga je postavil na noge Johnov dedek, znameniti Gian Agnelli. In v nagovoru, ki je povzročil ta strmi padec vrednosti delnic Ferrarija, se je John Elkann dotaknil tudi Scuderije. In tu je treba povedati, kako je John Elkann povedal, da se čuti dolžnega nekako vsem navijačem Scuderije in da bo skušal napraviti vse, da bo svoje obljube tudi uresničil. In to je seveda tisto, kar bi moralo nas, navdušence, ekstremno skrbeti.
John Elkann nam je začel obljubljati nekaj, kar verjetno niti sam ni sposoben izpolniti. In vidimo lahko, kako pri skuderiji Ferrari se seveda trudijo doseči tisto, kar njihov lastnik želi. Ampak namesto, da bi šli ono pravo pot, a raje izbirajo bližnjice. In najbolj očitna bližnjica, katero so si izbrali, je seveda prihod Lewisa Hamiltona. Ker so čutili, da njihov tehnološki napredek ni dovolj hiter, da bi, na primer, ulovili Red Bull ali McLaren, so v svoje vrste privabili Hamiltona, ki naj bi po njihovem mnenju seveda nadoknadil tisti manko, ki ga imajo na tehničnem področju. Videli smo v sezoni 2025, da temu ni tako, da voznik lahko nekaj doda, ampak če osnove ni, je pač enostavno ni. Verjetno ste opazili, da mnogi tehniki, ki so bili na tržišču, so se na dolgo in široko ognili Ferrari. Rešitev za Ferrari bi lahko bila na prvi pogled izjemno enostavna. Lahko bi v svoje vrste privabili Christiana Hornerja in Adriana Neweyja. Vsaj na papirju bi zadeva morala delovati bistveno bolj, kot deluje ta sestava, kateri smo priča danes. Imamo Loika Serro kot tehničnega direktorja, ki pravzaprav je bil neke vrste sekundarna figura pri Mercedesu in dvomim, da bo v skuderiji Ferrari napravil tisti kvalitetni preskok. Imamo celo vrsto izjemno zanimivih kadrov, ki so zapustili Red Bull, praktično nihče ni prišel v Ferrari. Ker verjetno, seveda kot nekdo, ki je znotraj sistema, vedo, da v Ferrariju ni tistih potrebnih pogojev, da bi napravili nekaj dobrega. Namreč občutek dobivam, da res pri Ferrariju lovijo bližnjice, kako bi nadoknadili zaostanek. In tu je treba povedati, da na primer nova geometrija prednje preme, ki smo jo videli letos, je že en tak dokaz. Videli so, da nekaj deluje, na primer pri Red Bullu in McLarenu, in šli takoj kopirati, čeprav je to rešitev, ki bo veljala samo eno leto. Na primer pri Mercedesu so na prvi pogled ostali pri rahlo bolj zastareli preizkušeni geometriji, pa daje svoje sadove. In seveda tu se marsikdo izmed vas ne bo strinjal, ampak moramo si priznati, da je prav to iskanje bližnjic, da je prav ta želja ugajati množicam tisto, kar drži Ferrarija nazaj. Imeti večinskega lastnika, predsednika, nekoga, ki ne razume, zakaj v motošportu gre, je seveda velika zavora. In tu mi, navdušenci, bi morali napraviti dobesedno tisto, kar so pokazali trgi. Ne smemo zapustiti Ferrarija kot takega, ampak moramo izraziti našo zaskrbljenost. S tistim, kar nam kažejo pri sami skuderiji, menim, da vsi mi ne moremo biti zadovoljni. Imamo Frederika Vassarja, ki obljublja masivne prihode znanih imen v skuderijo, ampak do sedaj nismo videli še niti ene. In oktobra 2025 je bistveno prepozno, da bi katerikoli prihod lahko vplival na bolid iz sezone 2026. Ko je Adrian Newey iz Red Bulla končno pristopil v Aston Martin, je nemudoma začel z delom na seveda šasiji za tisto prihodnjo sezono in letošnjo je niti ni pravzaprav od blizu pogleda. In to nam pove, da z kadrom, ki ga imajo
sedaj na razpolago mi, navdušenci in tudi navijači, ne smemo pričakovati preveč. Kajti, če so sestavili takšen bolid, kot je SF Pomišljaj 25, je seveda tisti, ki bo luč sveta ugledal v prihodnji sezoni, lahko boljši. Ampak nimamo nobenih zagotovil, da se bo kaj takega zgodilo. Kajti, če niso bili sposobni napraviti letošnjega bolida konkurenčnega, kje pa imamo zagotovilo, da bodo v naslednji sezoni napravili korak naprej. Vsakdo verjetno razume, da v svetu motošporta se lahko po sreči zadeti one prave rešitve. Ampak to je podobno, kot da bi igrali loterijo. Vsakdo izmed nas lahko izbere prave številke. Težava je v tem, da ne vemo, ali bodo izžrebane ali ne. Sam sem zaskrbljen nad tem, ker je John Elkann na vrhu Ferrarija in posledično tudi Scuderie Ferrari. In z njegovim vodenjem zadeve menim, da še mnogo let ne bodo prišli tisti rezultati, ki si jih nekateri želijo. Težava ni v tem, da v Scuderii Ferrari ne bi imeli osnov. Težava je predvsem v tem, da je samo okolje, samo vzdušje takšno, da ne privabi onega, ki bi razliko lahko naredili. Še posebej, če gledamo na dejstvo, pravzaprav iščejo bližnjice, namesto da bi se trudili zadeve postaviti na noge, nam kaže, da pravzaprav gredo zgrešeno pot. Pravo pot so na primer šli pri Williamsu, kjer so na začetku malce več trpeli, kjer smo videli absolutno pomanjkanje rezultatov, ampak že letos smo lahko občudovali bistveni skok naprej. Namreč letošnji rezultati so seveda posledica vsega tistega, kar nismo videli v prejšnjih letih. In pri Ferrariju takšnega odrekanja ne vidimo. A vidimo pa obilico zgrešenih rešitev. Vprašanje je, bodo pri Scuderiji in posledično tudi pri Ferrariju zmožni takšne samokritike, bo John Elkann sprevidel, da kljub temu, da je vnuk Giannia Agnelija, mu ne seže niti do gležnjev, kaj šele do kolen, ne vem. Zaskrbljen sem, kajti tak padec na borzah prav po predstavitvi vizije njihovega predsednika vse prej ohrabrujoč. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.